Od akademskih dosežkov poglejmo še k umetnosti. Tudi v tekočem šolskem letu so v Novomeški galeriji Kocka z razpisom in razstavo Mladi likovni talenti predstavili nabor likovnih del učencev in dijakov po izboru likovnih pedagogov. Najboljše 3 opuse po izboru strokovne žirije pa so tudi nagradili. Letos se je na razpis odzvalo 10 šol jugovzhodne regije, ki so predstavile 22 nadarjenih učencev in dijakov. Prvo nagrado je osvojil dijak 2. letnika Novomeške ekonomske šole Vladimir Kozenčuk iz Ukrajine, ki zadnji 2 leti živi v Sloveniji. Sem odločil prijaviti, ker jaz želim pokazati svoje delo in iti naprej kot slikar, naprej v življenje. Mogoče upam, da bom še imel razstave, pa v Sloveniji, mogoče tudi po celem svetu. To je moja prva razstava, tako da sem zelo vesel. Z razpisom in razstavo želijo mladim odpirati razstavni prostor in nuditi podporo pri njihovem ustvarjanju ter jih strokovnim mnenjem komisije spodbudno pospremiti na nadaljnjo umetniško pot. Letos je bilo izjemno veliko del in tudi kvaliteta del je na višjem nivoju, kot je bila minula leta, ne? Tako da je treba pravzaprav vsem mladim ustvarjalcem čestitati in dati svobodo, da bodo to pot nadaljevali, ne? Vsako leto imamo boljši odziv. Če smo imeli prvo leto odziv od 5 šol, pa drugo od 8, imamo letos odziv kar od 12 šol. Tudi iz Bele krajine, tako da smo zelo zadovoljni z odzivom. Razstava je del projekta, ki poteka v partnerstvu med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v mestni občini Novo mesto in galerijo Kocka. Letos smo dodali to kot novost. Predstavljamo enega umetnika iz našega konca. Letos je to Janko Orač, ki je tudi član komisije. S tem pa želimo nekako mladim pokazati, kaj se zgodi na koncu ali pa proti koncu poti umetniške. Kakšen mojster lahko postaneš z leti in leti ustvarjanja. Janko Orač bo svojo razstavo v galeriji Kocka odprl 5. februarja, razstava Mladi likovni talenti pa bo na ogled do 3. februarja.